Gospod Potočnik, Natura 2000 je prinesla številne koristi, velik delež Nature v Sloveniji pa bi lahko bil tudi razvojni problem. Kaj vi predlagate, kako to preseči? Ja, dejstvo je, da ima Slovenija velik delež Nature. Na to seveda moramo biti ponosni, ker živimo pač v naravi, ki nam omogoča, da živimo boljše življenje kot marsikdo od ostalih sodržavljanov v naši Evropski uniji. Z razvojnega vidika seveda je lahko to deloma tudi problem, ampak če se dosledno upošteva dejstvo, da je Natura 2000 v Evropski uniji razvita z namenom za sobivanje človeka in narave, potem je mogoče z dobro voljo, z pogovori, z sedenjem za isto mizo te probleme tudi učinkovito rešiti. Je pri tem pomembno tudi povezovanje držav, ki imajo tudi visok delež Nature? Jaz mislim, da je pomembno zaradi tega, ker si delimo podobne probleme in to bi jaz v vsakem primeru spodbujal, ker mislim, da na tak način se lažje najdejo rešitve, pa tudi lažje vpliva na rešitve na evropski ravni. In seveda torej tudi pomoč Evropske komisije. Morala bi biti tudi pomoč Evropske komisije. Evropska komisija je zato tam, da pomaga članicam. Kakšno je trenutno stanje v Bruslju? Kaj vi pričakujete? Se bo zakonodaja morda spremenila? Ja, v poteku je ta skrbni pregled zakonodaje. Zaenkrat je osredotočen samo na to, kaj so pravzaprav dobre prakse, kaj so problemi in se o spremembah zakonodaje še ne govori. Če bodo izsledki tega pregleda takšni, da se bo ugotovilo, da je to potrebno, seveda se bo šlo tudi v to smer. Ampak seveda tako tisti, ki se želijo strožjo zakonodajo, kot tisti, ki se želijo milejšo zakonodajo, se na nek način bojijo sprememb. Zdajle imamo zakonodajo, ki je relativno stabilna, ima še vedno probleme pri implementaciji, tako da potrebno je pač počakati in videti, kako se bodo stvari razvijale. Kako vi ocenjujete današnji posvet? Današnji posvet ocenjujemo kot pozitiven, sploh iz naslova tega, da se na teh področjih, kjer mogoče pričakujemo pomanjkanje komunikacije med različnimi deležniki pri projektu Nature 2000, da se srečujemo in da izpostavljamo svoje stališča in tudi svoje pomisleke, ki jih imamo na ta pojem. Danes smo se spraševali, je Natura 2000 ovira ali priložnost za razvoj? Vi ste omenili pomanjkanje celostne strategije. Je to tisto, kar nam najbolj manjka? Trdno verjamem, da tako kot je bilo izpostavljeno na samem posvetu, da Natura 2000 je dolgoročno priložnost za Republiko Slovenijo. Vendar je potrebno pri načrtovanju Nature, pri programu upravljanja za Naturo 2000 imeti konsenze z drugimi resorji, ki imajo prav tako svoje interese in želje po prostoru. Mislim, da na tem področju pa ta del šepa, se pravi upoštevanje drugih interesov. Je Natura 2000 ovira ali priložnost za razvoj? V tem trenutku je oboje, o tem ni nobenega dvoma. Dejstvo je, da so nekatere blokade zelo hude. Blokade včasih z obe strani, včasih samo z ene strani, kakor pač kje je. Dejstvo pa je, da mi moramo to preseči in po zgledu Švice in nekaterih drugih držav najti optimalne rešitve, kjer bomo tudi na področjih, ki so zaščitene, razvijali gospodarstvo in ostale dejavnosti tako kot lahko, kajti narava sami sebi ni namen. Najbolje je povedal to župan iz Pomurja, gospod Šlitruber, ki je povedal zelo preprosto, da ko so sprejemali oni rešitve, so zelo gledali, kako je treba zaščititi naravo, ampak hkrati so zelo dobro vzeli v ozir tudi, da s tem ne bremenijo nadaljnjega razvoja ljudi. Kako vi ocenjujete današnji posvet? Kot poziv k vključevanju. Dr. Krajčič je lepo omenil danes, da moramo biti vsi vključeni. Tako da upam, da bojo tu potem tudi te, ki so te programe pripravljali za Naturo, tudi vključevali investitorje, kadar bojo oni tisti, ki bojo to prvi naredili. Kako vi ocenjujete povezavo Nature in umeščanja objektov v prostor? So kakšni problemi, kje vidite možne rešitve? Jaz sem tukaj čisto svoj pogled na celo stvar. Natura in vključevanje objektov v prostor ni problem pri državnih infrastrukturnih objektih, kot je danes zastavljen ta seminar, ampak pri splošni državni politiki umeščanja v prostor, pa sploh pa razpršene graditve in tako naprej. Tam so problemi veliko večji, tam ni nikogar, ki bi kaj naročil, ni nikogar, ki bi kaj plačal, ni partnerja za razgovor in v bistvu je preveč politike zraven.
Tanko je to glavni problem. Tukaj pa jemljem stvar na drugačen način. Mi moramo državne infrastrukturne objekte zgraditi. Mi ne, če jih hočemo, mi jih moramo zgraditi, da sploh država zafunkcionira. Kako vi ocenjujete današnji posvet? So to vrstna srečanja potrebna? Vsekakor se mi zdijo ta srečanja potrebna in koristna. Se mi zdi, da na teh srečanjih pride do izmenjave mnenj, različnih gledanj, v bistvu in način lažjega razumevanja obeh strani, bi rekel, tisti, ki so za gradnjo in razvoj infrastrukture, a ne na drugi strani pa teh, ki smatrajo varovano okolje kot glavno prioriteto. Pri umeščanju infrastrukturnih objektov v prostor na področjih Nature 2000 smo se danes srečali tudi z nekaterimi dobrimi praksami. Kakšna je vaša izkušnja? Torej, umeščanje hidroelektrarn na spodnji Savi je bil eden od večjih izzivov tudi za nas. Moram reči, da po začetnih težavah in zelo trdi komunikaciji z ljudmi, ki odločajo oziroma dajejo soglasje k umeščanju v prostor, smo našli skupni jezik, pričeli smo se poslušati en drugega in pravzaprav smo ugotovili, da tudi ljudje, ki se ukvarjajo z naravo, znajo, zmorejo, če želijo. Ko so bile enkrat čustva dana na stran, ko smo se začeli pogovarjati o tehničnih rešitvah in ko smo se pogovarjali tudi o načinu, kako pristopiti k celi stvari, smo prišli do zadovoljivih rezultatov, tako z ene kot tudi druge strani. Naša izkušnja na Darsu je, moram reči, pozitivna. To kaže primer nadomestnih habitatov pri gradnji Pomurske avtoceste. Pomurska avtocesta, dolga kakšnih 85 km, se je umeščala v prostor in tudi gradila po posamičnih odsekih. Ti odseki pa so v mnogih segmentih prečkali naravovarstveno vredna območja in tudi območje Nature 2000. Določeni so bili v postopku umeščanja v prostor že nadomestni habitati kot vrsta omilitvenih ukrepov. Za njihovo realizacijo pa je bilo treba zaradi morda v tistih letih pomanjkljive prakse oziroma nezadostne prakse skleniti poseben sporazum med vsemi udeleženci, ki so imeli oziroma imajo še vedno določene naloge in pristojnosti v zvezi z nadomestnimi habitati. No, moram reči, da smo takrat vložili veliko energije in veliko časa in truda, da je do sklenitve tega sporazuma prišlo. Mislim, da je trajalo kar kakšno leto in pol, da smo sporazum podpisali, vendar se je splačalo, ker smo na ta način opredelili problem, opredelili, kdo vse so udeleženci v tem procesu, kakšne so njihove naloge in kakšne so njihove pristojnosti. Torej, mi na Darsu smo se ves čas zavedali, da posegamo v naravovarstveno vreden prostor in da so določeni omilitveni ukrepi potrebni, tako da se nismo prav nič upirali, da bi to tudi realizirali na ustrezen način. Moram reči, da zadeva še ni končana. Mi smo zdaj v trenutku, ko smo nadomestne ukrepe vzpostavili. Do vzpostavitve je potrebnih kar nekaj aktivnosti. Vzpostavitev nadomestnega habitata pa ugotavlja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Ugotavlja pa, ali se je ta ukrep, kako bi lahko rekli, ali se je prijel, ali se je uspel. In šele ko se ugotovi, da je uspel, potem se lahko aktivnosti peljejo naprej. Naslednje aktivnosti so prenos nadomestnih habitatov v upravljanju v skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in pa Ministrstvo za okolje in prostor, ki bojo še naprej morali skrbeti, da bojo ti nadomestni habitati ohranjali
svoje doseženo stanje in ga celo izboljševali. Tako da lahko še enkrat poudarim, da gre za primer dobre prakse. To ni samo naše mnenje na Darsu, ampak tudi mnenje Zavoda za ohranjanje narave, ki mislim, da je najbolj relevantno mnenje za ugotavljanje uspešnosti tovrstnih ukrepov.